Bilo je pa tudi veliko enih stvari, o katerih se ni govorilo. Ene teže, ki je bila zamolčana. Pri partnerski terapiji je bila pa v začetku zelo osebna izkušnja. Mladi, sposobni kadri danes hočejo več kot samo denar. Z nami je psihologinja, doktorica psihoterapije Tjaša M. Kos. Živjo, Tjaša. Ja, živjo, pozdravljeni. Toliko let se že poznava, delali nekajkrat že lepe pogovore, predlagam, da se kar tikava, se strinjaš? Super, izvrstno. Ja. Tjaša, tvoja življenjska zgodba je pravzaprav res zanimiva, polna prelomnic, preobratov. Vse si nekako zdvignjeno glavo prešla, danes si tukaj, kjer si. Zdaj pa bi se najprej obrnila daleč nazaj v tvoje otroštvo, v prva leta tvojega življenja. Kaj je tista dota, ki sta ti jo starša dala? To so prva vprašanja, ki jih psihologi, psihoterapevti postavljajo svojim klientom. Kakšno je pa vaše otroštvo? No, kakšno je pa tvoje otroštvo zgodnje? Ja, mogoče tako fajn, ta izraz dota, ne. Meni se tudi res velikokrat zdi, da sem eno tako zelo bogato doto dobila. Predvsem mogoče najbolj v tem, kako imeti glavo nad vodo. To je moja babica vedno rekla tako: Tjaška, usedite se, bova en močen kofes pile, bova videla, kako naprej. In to je mogoče ena taka stvar, ki jaz vidim, da me zelo spremlja. Vedno gledati, kako naprej, ne toliko se obračati z stvarmi, ki so se zgodile za nazaj, pa mogoče kdaj, ki ni šlo čisto, kot smo hoteli, ali pa kot sem hotela. Vedno gledati, kako naprej, kaj je naslednji korak. Ja, tako o doti. Jaz sem odraščala zelo z veliko ljubezni na eni strani, v eni družini, ki je izgledala navzven dosti v redu. Bilo je pa tudi veliko enih stvari, o katerih se ni govorilo. Ene teže, ki je bila zamolčana. Tako da ta dvojnost, to je bilo v bistvu nekaj, kar me je spremljalo od otroštva naprej, ne. Si čutila že takrat to ali se kasneje to, ko si se preko študija ozirala vase in nazaj, ugotovila, da morda pa ni bilo vse čisto tako, kot se ti je zdelo kot otroku? Ali si čutila? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ne. Jaz sem se dolgo ukvarjala s tem. Jaz sem kot otrok čutila eno težo in kot otrok sem čutila, da so stvari narobe. Nisem pa nekako imela besed, da bi jih poimenovala, in potem sem velikokrat skozi študij našla besede, našla razlage, pravzaprav, kaj se je dogajalo, kaj je bilo tistekrat, kar sem kot otrok čutila, kar je bolelo. Pa mogoče nisem znala prijeti, poimenovati. Se je tu zgodila tudi ta odločitev za študij, da boš šla študirati psihologijo, kljub temu, da recimo so te usmerjali tudi drugam, v kakšne bolj profitabilne poklice, kar je zelo klasično, bi rekla. Umetniki se srečujejo s tem, ne, ko mladi rečejo, bi šel študirati igro, bi šel študirati za pevca. Kaj, saj to ni noben poklic, recimo, ne. Marsikdo mi to pove. Kako je bilo pri tebi? Ja, jaz sem imela skozi to veliko ljubezen do umetnosti. Jaz sem odraščala zelo s knjigami in tudi z likovno umetnostjo, vizualno umetnost mi je bila zelo blizu. Jaz sem se zelo čutila kot umetnica, videla sem se kot pisateljica. Za mene je bilo to jasno, jaz bom pisateljica in nekaj bom ustvarjala. Moja mama je ob tem dobivala pike, ja, njej se je zdelo, da to pač ni poklic, da rabiš delati nekaj takega zares. Ja. Zares, res. Ne, ja. No, tako, in potem ta študij psihologije, to je bil zanjo tako napoved poraza in apokalipse. Tako da rekla je takrat, ko je izvedela, da sem šla študirati psihologijo, je rekla, da grejo to študirati samo tisti ljudje, ki imajo probleme sami s sabo, pa ljudje, ki ne vejo, kaj bi sami s sabo počeli, torej luzerji, v glavnem. Mene je to takrat zelo razjezilo, ker se mi je zdelo, da to niso moji motivi, da jaz grem to študirati zato, ker me zanimajo človeške zgodbe, ker me je od nekdaj res fascinirala globina človeške psihe, človeške duše, razsežnosti, dimenzije, širine tega notranjega prostranstva. In se mi je zdelo zelo zamalo, da je takrat rekla, da grem jaz študirati psihologijo zato, da bom svoje probleme reševala.
Ja, danes, četrt stoletja kasneje, mislim, da je imelo marsičem prav. Mislim, da res veliko mojega dela danes, veliko mojih spoznanj izhaja tudi iz raziskovanja, odkrivanja lastnih, notranjih poljan, razsežnosti, dimenzij. Ni pa samo to, seveda. Jasno, jasno, saj vendarle pomagaš vsak dan mnogim ljudem, ampak k temu se bo še vrnili. Mogoče ti si vseeno potem malo podvomila, oziroma si za 1 leto šla na študij prava, kar pa je resno. Kar je bolj resno kot pravo, ne? Ampak kaj se je zgodilo potem? A je usoda tudi igrala kakšno vlogo? Povej mi, prosim, kakšno je tvoje doživljanje usode v tvojem življenju? Jaz zelo vidim tako res, ko gledam mojo pot nazaj, se mi velikokrat zdi tako, jaz se sicer zelo izogibam nekim mistikam, sploh na profesionalnem področju, se zelo ostajam z nogami na tleh in se tudi dejansko vidim kot človeka, ki ima, rečemo temu, korenine v zemlji in glavo v oblakih. To je res. Ampak zelo se mi zdi, da je bilo moje življenje mogoče včasih malo, osupljivo mi je, kako se stvari zlagajo. Moja najljubša pravljica je bila Zvezdica Zaspanka. Jaz se spomnim, en mojih zgodnjih spominov, kako sem čepela pod mizo pri moji babici, ona je bila računovodkinja in sem imela en tak star radio in ena taka roza kaseta je bila. In jaz sem to kaseto poslušala in vrtela še toliko časa, da se je strgala. Ja. Zdaj, zgodba o Zvezdici Zaspanki, samo toliko, da se spomnimo, ne. Zvezdica Zaspanka ni sledila pravilom, ni ubogala pravil, zamujala je svojo službo. In potem je treščila na zemljo in je morala hoditi okrog med ljudmi, med čudnimi ljudmi v tistem cirkusu. Vse čudne človeške usode, vse dokler ni srečala razbojnika Ceferina in mu pomagala, da mu je začelo srce biti v prsih. In pa se je lahko vrnila nazaj na nebo. Wow. Ja, osupljivo je, ne? Meni gre velikokrat srh, ko pomislim na to, ampak včasih se res zdi, da je bilo nekaj položen, ne vem. Tudi moja velika ljubezen do literature, mene so vedno zanimale kot majhnega otroka, kot punčko. Človeške zgodbe, človeške usode, jaz sem požirala realiste, francoske, ruske, eksistencializem, zelo zgodaj. Tako, to so bile ene stvari, ki so mene že takrat nagovarjale. Glede na to, da si ves čas od otroštva dalje gledala navznoter in se nisi dala, kljub temu, da si za leto šla študirati pravo, si se vrnila k psihologiji in jo zaključila in tudi opravila doktorat, izobraževala si se na Dunaju, skratka, šla si celo v tujino, po znanje in tako naprej. Ampak življenje ti je pokazalo še eno, kaj naj rečem, zelo nenavadno prelomnico. Ti si pri 24 letih ostala brez vida. Ti si zelo na hitro pravzaprav oslepela in takrat dejansko se je tvoje življenje obrnilo še bolj navznoter. Kako si to preživela, prestala, se postavila na noge in šla naprej? To je eno tako klasično vprašanje, ki ga velikokrat slišim. Pravzaprav zdaj je to že toliko daleč nazaj, da se je že toliko stvari zgodilo. Jaz mislim, da to, kar me je reševalo, sta dve stvari. Eno je zagotovo ta gledati naprej. Zelo pomembni so mi bili vedno cilji ali pa ena usmerjenost, kaj se da narediti. Druga stvar, ki me je pa ves čas tako reševala, jaz imam res občutek, da me usoda podpira, so bili pa ljudje ob meni. Mene celo življenje zelo tako nekje spremljajo, podpirajo eni dobrohotni, dobronamerni ljudje, dobri ljudje, ki mi pomagajo naprej. V tistem času je bila to zagotovo moja mama, bila taka zelo močna ženska in je takrat res tako potegnila stvari naprej. Pokazala mi je,
kolikor je moral biti njej tudi takrat težko, je vendarle našla ene poti, kako mi je pospremila, en korakec naprej. Jaz sem se takrat tudi zelo prijela branja in tisto želja brati, želja ostati intelektualno, mentalno živa, me je v bistvu potegnila naprej prognoza. Takrat je bila zelo slaba, rekli so inkontinentna, nepokretna do konca življenja. Slepota se je zdela še najmanj, ne? V kontekstu vsega, kar so takrat rekli. Ja, in jaz sem takrat zelo, me je naprej potegnila želja po branju. Takrat sem se v bolnici, ker je vse izgledalo zelo težko, sem se na vsak način hotela naučiti brati. In ta cilj, da se bom jaz spet brala, to me je tako potegnilo, no. Pa moja zdravnica, doktor Ajterjeva, takrat, ki je tudi zelo verjela vame, mi je tudi gotovo pomagala prebroditi tisto težko obdobje. Potem so pa šle stvari mogoče tako korak za korakom. Jaz nikoli nisem imela nekje ene dolge vizije, ki bom jaz čez ne vem toliko časa, ampak je bilo samo mogoče tako korak, 2 koraka, 3 korake naprej v skladu z mojimi vrednotami, stvarmi, ki so mi bile pomembne. Tako da jaz bi mogoče rekla, da sem samo sledila svojim vrednotam, no. Ja, zdaj rekla si, kako lepo se ti je vse sestavilo, oziroma da vidiš, kako se ti življenje sestavlja. To se pravi, delci, ki v enem določenem trenutku nimajo svojega mesta ali svojega dopolnila, čez čas se pokaže, da ga vendarle imajo. Bi lahko tudi rekla, da je tudi ta preobrat v tvojem življenju, se pravi, ko si izgubila vid, tvoja usoda? In da ti je bilo namenjeno že ob rojstvu? Ja, ne vem, to so meni tako zelo ene mistične vode, kamor jaz ne bi. Jaz bi šla bolj v to, tako kot jaz vidim sebe, tako kot jaz želim vzgajati svoje otroke, kot želim jaz pospremiti ljudi, ki prihajajo k meni, v to, da zaupamo v naše notranje vire, v to, da imamo kapaciteto razvijati naše potenciale, v to, da smo opremljeni z enim velikanskim naborom enih resursov notranjih, zunanjih, ki jih lahko aktiviramo. Govoriva o rezilientnosti, o psihološki prožnosti. Jaz sem zelo, kar se tega tiče, zelo na tleh in verjamem ne v to, da lahko naredimo vse, daleč od tega, verjamem pa, da lahko naredimo zelo veliko. Mislim, da mi danes dejansko vemo veliko o tem, kako pomagati pri tesnobi, pri tudi izgorelosti nenazadnje, pri depresiji. Tako da mi danes imamo veliko enih učinkovitih, koristnih, dobrih, preverjenih orodij v tem smislu. Se mi je pa na ene točke zdelo, da je to malo. Tako da sem se želela iti globlje, sem šla potem bolj malo psihodinamske vode, zdelo se mi je, da želim globlje razumeti duševnost ljudi. Začela sem se tudi potem veliko ukvarjati z travmami, zato ker sem videla, da pacienti, klienti, ki so prihajali k meni, da so bili mnogi travmatizirani, tako da se mi je zdelo, da rabim ena orodja tudi za to. In tudi to je en del naše realnosti, ki ga je pomembno nasloviti. Težke stvari, ki so se nam zgodile. Ko sem pa zanosila z drugim otrokom, je pa v meni zelo zrasla ena odločitev, da ne želim pravzaprav toliko svojega življenja preživeti samo s to težo. In videla sem to, kar jaz delam, da se zrcali v meni, moje delo odseva v moji notranjosti in potem posredno tudi v moji družini. Tako da jaz sem se takrat pri odločitvi za doktorat zelo jasno odločila, da želim svoje življenje preživeti, obarvati z bolj svetlimi barvami, da želim v družino in vase vnesti več svetlobe, sreče, veselja, življenjske radosti, življenjskega smisla. In zato sem šla potem v doktorat iz pozitivne psihologije, kjer sem se zelo našla. In tukaj se mi pa res zdi, da sem potem našla pot
sama k sebi in da se je cela moja življenjska zgodba nekje povezala. Torej v tem, da integriramo tiste vsebine, ki so težke, jih ponotranimo, vzamemo za svoje, ampak da gremo naprej v svetlobo, da za to globino, ki jo imamo, lahko sežemo dlje, vidimo stvari v enih bolj raznolikih, bogatejših odtenkih. Ti si na začetku delala samo za posameznike, ne? Potem si pa začela delati tudi za pare, se pravi, imaš tudi partnerske terapije. Si tudi tu izhajala iz sebe ali si izhajala iz ljudi, ki to potrebujejo? Ja, jaz sem načeloma vedno pri iskanju enih znanj sledila potrebam klientov, ki so prihajali k meni. Pri partnerski terapiji je bila pa v začetku zelo osebna izkušnja. Midva sva živela zelo fajn skupaj, nekaj let, zelo zadovoljno. Ja, recimo temu, eno razmerje, ker je bilo dovolj prostora drug za drugega in dovolj povezanosti. In jaz sem bila fajn s tem, dokler se nama ni rodil prvi otrok. Ko se nama je pa prvi otrok rodil, se je pa mene začele določene stvari motati. Ja, se je meni zdelo, da sem si jaz nekaj predstavljala drugače. In tako sem zelo jasno začutila, da rabva nadgraditi odnos, da to, kar imava, ne zadostuje novim okoliščinam, da rabva rast. In pa sva šla midva v partnersko terapijo, nama je to takrat zelo veliko dal, nama je zelo obogatil. Jaz moram tukaj reči, moj Rok je inženir strojništva, torej on je tako zelo na tleh, ne, to, ja. In midva sva oba zelo veliko profitirala od tega, še danes črpava od takrat. In zato sem šla potem tudi jaz v odločitev za izobraževanje iz partnerske terapije in danes res z velikim veseljem podpiram pare pri premoščanju kriz v partnerskih odnosih. Glejte, krize so sestavni del. Ne, kriza to ne pomeni, da je nekaj narobe, kriza samo pomeni, da se dogaja življenje. Mi se spreminjamo, kriza pomeni, da dosedanji vzorci več ne ustrezajo in če sva dva in se nam dogaja življenje in pridejo zraven še otroci, potem je tukaj zagotovo veliko priložnosti za spremembe, veliko priložnosti za rast. Mi da imava 3 otroke in to gre kar naprej nekaj, to ni da ni. Rok pa te je pri tvojem študiju podprl. Zelo. On je bil v bistvu tak, ki je prvi verjel vame. Za mojo mamo je bilo dosti hudo psihologija, ampak psihoterapija, to je bilo pa no-go, ne. Mogoče je tukaj res že beseda o Roku, ker je lahko vajin odnos zgled za marsikoga, ne? Jaz mislim tako, da je mogoče navdih, da se da. Jaz bi tako rekla, ne toliko zgled, ker midva nisva nerazgledna. Navdih, ja. Midva sva čisto normalen par za ups and downs. Ampak eno upanje, da se da. Ja, midva No, a lahko povem, oprosti Tjaša, a lahko povem ta delček najinega včerajšnjega večernega pogovora? Ja, ne vem, kjer ga misliš. Ne, bom povedala, bomo izrezali, če ne bo vedel. Skratka, zakaj sem rekla, da sta lahko zgled ali pa navdih? Se pravi, 3 otroke imata skupaj, sta že od tvojega 25. leta, 26. ko si slepila, si ga spoznala, pravzaprav na rehabilitaciji. Ampak včeraj recimo si z mano govorila dolgo po telefonu, uro, mogoče še več. Bila si sama nekje v sobi, ker so otroci šli spat in je za to najbrž tudi poskrbel. In ker te nekaj časa ni bilo v sobo, je on prišel pravzaprav v tvojo sobo in ti pripravil dišečo lučko, da si kar naenkrat samo zavohala to vonjavo, ki jo imaš najrajši, da ti je dal vedeti, da je tu, da misli nate in da želi, da ti je lepo. Ja, res je, Rok zna take stvari narediti. Jaz sem zelo rada vonje, meni zelo veliko pomeni, če stvari dišijo in jaz sem zelo rada vonj vrtnice. In ta dišeča lučka, to je pač nekaj, kar jaz vsak večer prižgem, zato da si naredimo malo lepše, zelo velikrat, ja. Čez dan tako. No, skratka, in Rok je pač vedel, da mi je ta pogovor s tabo pomemben in ja, je bila malo ena taka
vzpodbuda, da mi je malo polepšal. Ja, tako. Ja, no. Spoznala sva se pa, ja, to je pa tudi taka luštna zgodba. Jaz sem bila najprej, ko sem oslepela, sem bila 1 leto v bolnici, potem sem bila 1 leto na rehabilitaciji v Škofji Loki in ob koncu te rehabilitacije, ki sem jo že zaključovala, se je zavod zapiral in jaz sem imela tam dol najeto eno sobico. Bili so pa zraven tudi 4 civilci, ki so služili civilno vojsko, zadnje generacije Slovenske vojske. In jaz sem se takrat že vrnila na študij psihologije in sem se učila emocije od Lamovčeve. Ja, bila je taka debela knjiga. In ker je bilo branje zahtevno in težko, je meni pač Rok, civilc, Mladi vojak. Mladi vojak ti je bral o čustvih. Tako, in postal tvoj mož. Tako še zdaj. Rehabilitacija je uspela. Ja, na celi črti. Na celi črti. Ja, no in potem si začela delati ne samo, se pravi, za posameznike in pare, šla si še naprej, zdaj delaš tudi za podjetja. Kaj, mislim, delaš za večjo storilnost? Vsa podjetja so naravnana na to storilnost, ali kaj prinašaš podjetnikom in podjetjem? Ja, kar je mene tako zelo navdihuje, je to, da sodobna psihološka znanost, sploh iz področja pozitivne psihologije, zelo govori o tem, da rabimo trajnostni razvoj, a ne trajnostni razvoj na nivoju nas osebnost. Se pravi, mi vemo, da moramo skrbeti zase, da bomo fajn še čez 10, 20, 30 let. Ja? In podobna filozofija zdaj prehaja tudi v podjetniški svet in jaz sem tega zelo vesela, ker tako zelo verjamem v to, da rabimo trajnostno delati z našim planetom, z našimi življenji, z našim okoljem, tako kot sami sabo. Vemo, da samo storilnost več ni dovolj. Tako se tudi sodobni podjetja pogosto usmerjajo v to, zavedajo pomena skrbi za svoje kadre. Govorimo o psihološkem kapitalu, o človeškem kapitalu. In psihološka znanost iz področja pozitivne psihologije zdaj zelo izpostavlja prednosti, dolgotrajne prednosti, ki jih implementacija znanj iz pozitivne psihologije prispeva tudi podjetjem, tudi za večjo storilnost, ne nazadnje, tudi, da zmanjšamo fluktuacijo, zmanjšamo absentizem in predvsem pomagamo to, kar podjetja zdaj res rabijo, k eni večji fleksibilnosti in predvsem odpornosti na stres. In to se da zdaj za znanje iz pozitivne psihologije res prenesti v podjetja in jaz sem zelo vesela tega, da se odpira vedno več enega prostora, tudi za enega posluha, tudi za te vsebine, kjer podjetja razumejo, dojamejo, da s tem, ko sledijo svojim vrednotam, s tem, ko podpirajo svoje zaposlene, da oni razvijajo svoje potenciale, delajo na enem oblikovanju notranje motivacije, povečujejo tudi lojalnost in ne nazadnje, kar potem rezultira tudi v večji učinkovitosti. Ampak niso to stvari, ki bi bile tako naravnost, tako kot je bilo včasih, ta princip izkoriščanja človeka do onemoglosti. Bolj gre za to, da želimo podpreti človeka, da razvije svojo odličnost in potem s to odličnostjo prispeva in bogati podjetje in tudi svet okrog sebe. Ja, in tukaj ne govoriva o podjetjih, ki rabijo psihologa zato, ker je recimo njihovo delovanje ne vem, bom rekla, za duševnost blazno naporno, recimo, ne vem, kdo, ki se srečuje s hudimi nesrečami ali kakšni gasilci ali kaj takšnega, ampak gre za pač raznorazna klasična podjetja, bom rekla, no. Ja, jaz sem tega zelo vesela. To so čisto običajni ljudje, običajna podjetja, takšna, ki jih srečujemo vsak dan. Veliko IT firm ima zato zelo posluh, zelo prepoznavajo to potrebo po enem proaktivnem pristopu k razvijanju človeških kadrov. Delam z zelo različnimi profili, od zavarovalnic do trgovskih verig, IT podjetij, veliko se dela tudi v izobraževanju. Tako da, danes vemo, da samo gola storilnost trajnostno ne zadošča. Tudi zato, ker mladi, sposobni kadri danes hočejo več kot samo denar.
a ne. Mladi kadri, tisti, ki so res sposobni, želijo uživati v svojem poklicu, želijo slediti vrednotam, želijo imeti občutek, da prispevajo. In tukaj se mi zdi, da je en preskok, en generacijski, pa rečemo temu preskok naprej. To ti lahko potrdim. Imela sem tudi 23-letnega direktorja na kavču, kjer midve zdaj sediva na tej sedežni garnituri in točno to je rekel. Mi želimo, da je klima v našem podjetju mladih pozitivna, da se imamo dobro, da se ne kaznujemo, če se kdo zmoti, da se pogovorimo, da smo naravnani na rešitve in da se imamo dobro. Ja, in da skupaj rastemo. Skupaj rastemo. Ta filozofija rasti se mi zdi, da je tako pomembna in to zdaj podjetja zmeri bolj razumejo, tudi mogoče COVID je odprl to področje, da razumemo, kako pomembna je mentalna fleksibilnost, psihološka prožnost, pravimo rezilientnost. In da je to tista stvar, ki jo rabimo danes in ki jo bomo rabili tudi jutri. In kaj po tvoje lahko človek iz tega leta, ki nas je doletelo, 2020, globalno rečeno, kaj lahko potegne najboljše zase? Ja, tukaj je spet tako, odvisno. Ne bo vsak potegnil iste stvari. To, kar je meni zelo prineslo to leto, je gotovo spet enkrat ozaveščanje tega, kako pomembno je, da imamo okrog sebe ljudi, ki jih imam rada, bližnje odnose, ljudi, na katere se lahko naslonim, zanesem, ki me podprejo. To je to, kar kažejo raziskave. Bližnji, intimni odnosi, dobri odnosi, to je tisto, kar daleč najbolj prispeva k subjektivnemu zadovoljstvu, k doživljanju sreče. In mene je gotovo to leto spodbudilo k temu, da še bolj verjamem v to, da ima usoda dobre namene z mano, da tudi, če se mogoče zdi, da v enem trenutku nekaj zgleda čuden ali pa ni fajn, da zaupam, da se bodo s časoma stvari zložile tako, da bo vse okej. Na koncu bo vse dobro, kako se že reče? Če ne še ni konec, ne? Če ne še ni konec, da? Ta je meni blazen pri srcu. In tudi to mogoče, da me zelo vzpodbuja k temu, da zaupam v en naravni razvoj stvari. Jaz sem imela veliko časa ta občutek, da moram vse zelo regulirati, da moram imeti stvari pod kontrolo, da moram delati, da moram nekaj narediti, da moram nekaj spremeniti. Zdaj se mi mogoče zdi, da mi je to leto prineslo malo več enega tega notranjega zaupanja v to, da bodo stvari dozorele, se bodo stvari zložile in bomo potem videli, kako bodo šle stvari naprej, mogoče več zaupanja v sledenje življenju, v sledenju povabilom življenju. Kot mačka, ki pade in se ujame na vse štiri. Ja, to rada rečem. In gre v novo življenje in tudi tebi živali pravzaprav veliko pomenijo, ne? Ja, to je ena taka stvar, ki me tudi mogoče od otroštva spremlja. Jaz sem skozi imela neskončno rada te živali, kakor je bilo kosmatska, to je bilo moje. Kot otrok jih nisem smela imeti, ker je moja mama zelo želela, da so stvari lepe. Pri nas to mora biti lepo. Meni je še zmeraj tudi pomembna estetika, vse lepo in prav, ampak ne na račun življenja. Tako da zdaj jaz z mojimi otroci živim tudi ta del svojih otroških sanj. En kuža nam je preminil, dobimo novega. V koroni smo posvojili našega oranžnega muca, ga imamo vsi zelo radi. Ribice imamo, tako da... Živali ne manjka, še za celo otroštvo nazaj si jih nadoknadila. Tjaša, mislim, da sva kar lepo razložili, predstavili tvoje delo in tvoje življenje, mogoče samo še vizija za naprej. Rekla si, da gledaš korak, 2 koraka, ne pretirano daleč, pa vseeno, kje si in kam greš? Ne vem, kam me bo pripeljalo življenje. Tako zelo se mi zdi, da bi želela ostati bi želela odprta za to, kaj življenje ponuja, kaj življenje prinaša. Tako da to je gotovo nekaj, kar bi si želela ohraniti. Odprtost in razvijati globino naprej. Zelo rada imam to, ki imamo včasih na kakšnih skupinah, kakšnih delavnicah, kot icebreaker,
imamo to, kaj bi bil, če bi bil žival. Ja? In jaz vedno rečem, da bi bila, če bi bila žival, pikapolonica, ja? Ker bi rada ljudem prinesla srečo. Tako pikapolonica, srečonosnica. Če je kaj moja vizija, potem je to gotovo to, da bi ljudem prinesla srečo, najprej zagotovo najbližjim, moji družini, potem pa seveda tudi mojim klientom in ne nazadnje ljudem, ki jih srečujem v vsakodnevnem življenju. Meni je tako lepo, če se malo nasmejimo, če malo naredimo dan majčkeno lepši drug drugemu, pa je včasih treba tako malo. Kakšna hvala, kakšen prosim, kakšen prijazen nasmeh, pa je takoj lepši. Hvala ti za ta pogovor. Tudi ta pikapolonica nosi svoje močno sporočilo, pa bi kar zaključila s tem. Hvala, to je bila moja gostja, psihologinja, doktorica psihoterapije Tjaša M. Kos. Hvala, Tjaša. Hvala za povabilo, Taja.